Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes je z nami Tilen Erman, nekdanji študent ekonomske fakultete, ki se je preizkusil že v investicijskem bančništvu, konzultingu, danes pa je sodelavec farmacevtske družbe Lek. Pozdravljen, Tilen. Pozdravljeno. Hvala, ker si se nam danes pridružil. Pa začniva kar na začetku. Če bi bil ti danes moj sošolc na EFA-ju, kakšen bi bil kot moj sošolc? Kakšen študent? Ja, najprej lepa hvala za povabilo. No. Lepo je spet priti nazaj na fakulteto, oziroma na Alma Mater. Tako da jaz bi rekel, kot študent, če bi bila danes midva sošolca, bi se gotovo poznala, ker bi bil precej vokalen študent, ki bi zelo jasno izražal svoja mnenja in tudi morebitne nejasnosti in vprašanja. Tako da na ta način tudi zelo družaben po naravi, no, z veseljem pač izmenjujem mnenja s svojimi sošolci in tudi se družim z njimi izven samega, v bistvu bi rekel, faksa. To se pravi, so tvoji spomini na EFA lepi in ohranjaš stike še danes? Ja, na EFA bi rekel, da je to neka evolucija, kakšen študent tudi si kot študent. Tako da bi rekel, ko sem prišel na faks, najprej me je seveda prevzela ta število študentov v prvem letniku in priznam, da sem prva leta na EFA sem v bistvu nekje iskal svoj prostor pod soncem na fakulteti. Tako da spomini so v bistvu prva leta malo izgubljenosti, ogromno ljudi, ampak potem proti koncu tako vedno več fokusa, tudi predmeti, ki so bili vedno bolj skladni z mojimi preferencami. Tako da potem na koncu, ko smo se ustalili na EF-u, je bilo res žal, da smo potem mogli oditi. Dodiplomski študij si zaključil tukaj, pri nas, potem si se pa vpisal na magisterij na University of Mannheim. Zakaj si se v bistvu potem odločil vpisati na magisterij v tujini? Pa zakaj je mogoče ravno tista univerza? Okay. Mogoče to je večdimenzijsko vprašanje. No? Bi rekel, da je šlo za več motivacij. Torej, zakaj študij v tujini? To je bila izkušnja, ki sem si jo iskreno želel. Torej, želel sem malo spremeniti okolje, iti nekam drugam, se naučiti jezik, se integrirati v okolje, imeti neko poglavje v življenju, ki bi bilo malo bolj drugačno. Sama mislim na to, da bi ostal v Sloveniji za obdobje magisterija in potem še za katero obdobje, če bi ravno pričetka kariere in prvih služb mi je dolgočasila, ni bila nekaj privlačna, če lahko rečem. Tako da sem začel tekom dodiplomskega študija iskati potencialne študije v tujini. Mannheim je bila takrat zelo dobro uvrščena tudi na Financial Times lestvici, torej študijo za management, torej za poslovne vede. Imela je izjemno, ko bi rekel, raznolik predmetnik, ki ti je omogočil neko fleksibilnost izbora, bodisi zelo široko, no, in zelo dobre povezave v svetu z drugimi izobraževalnimi institucijami. Prav tako je Mannheim torej je ena izmed najbolj priznanih poslovnih šol v Nemčiji. Kot taka ima izjemno močne veze z industrijo. In tudi še zadnji faktor pa je bil, da Mannheim v bistvu študij na univerzi, magistrski je v bistvu tako kot v Sloveniji bil financiran strani države, tako da pomeni, da so bile v bistvu sama vpisnina je bila bolj simbolična, kot pa številke, kot jih lahko gledamo v kakšnih Veliki Britaniji ali pa v ZDA. Pa si mogel za svoj študij znati nemško? Ne, za moj študij o prijavi ni bilo potrebno znanje nemščine, ker je bil v bistvu program v angleškem jeziku, so pa bili določeni predmeti, če si želel, si jih lahko izbral, ki so potekali v nemškem jeziku. Kakšno bi pa rekel, da je razlika med študijem v Sloveniji in Nemčiji, glede na to, da si poskusil obede strani? Torej, ko sem bil na dodiplomskem študiju na ekonomski fakulteti, sem imel, ko gledam tudi sedaj nazaj, opažam, da je bil predmetnik izjemno širok. Torej, poskusili smo tudi znotraj posameznih predmetov, smo šli zelo na široko. Veliko konceptov se je osvojevalo, torej bil je poudarek zelo na osvojevanju nekih konceptov, razumevanje, kaj ta koncept je, ne pa toliko na sami aplikaciji. Na sami univerzi potem v Nemčiji, na Mannheimu, je bila zadeva rahlo obrnjena. V bistvu predmetnik je bil, ko si ga enkrat izbral, torej bila je fleksibilnost, v katero smer bo šel, ampak ko si enkrat izbral, je bila zadeva relativno zaprta. Torej, imel si nek nabor konceptov, ki so bili skrbno izbrani. To so bili koncepti, ki so bili tudi nekako, bi rekel, v povezavi, torej fakulteta sama se je povezovala zelo veliko z industrijo in si imel tudi potem predavatelje za posamezne predmete, so nosilci predmetov bili dejansko z industrije in so te koncepte skrbno izbrali, da so bili aplikativni v tistem trenutku v času v industriji, za katero je ta predmet sam bil.
Torej je bilo, jaz bom tako rekel, moja izkušnja je potem bila, ko sem faks zaključil, na koncu sem dejansko videl na tistem področju, ker so bile takrat korporativne finance, ko sem prišel na prakso naprimer v investicijsko banko ali v revizijsko hišo, sem točno vedel, kaj moram početi, kar so bile mi dodeljene aktivnosti, so bile večinoma znane, tako da ni bilo nobenih presenečenj in tudi delodajalci so bili izjemno zadovoljni, ker so vedeli, ti v bistvu tebe so že pripravili na delo, dejansko na naše delo, ki ga tukaj upravljamo. Tudi študij in sam način dela je potekal v manjših skupinah. Poudarek je bil na tem, da si poskušal problem gledati holistično. Bilo je povezovanje preko predmetov. Če smo mi znotraj enega predmeta se v Sloveniji ukvarjali s posameznimi specifikami tega predmeta, je v tujini bil res poudarek na tem, da si probal razširiti in iti v redu. Delamo finance, ampak moraš razumeti neke osnove strategije, ekonomije tega in to se je prepletalo čez. Prav pa tako pa ni bil samo tisti segmentni del, da si rešil en problem, naprimer zdeli A z B je enako C, ampak je bil res problem, da so ti dali set podatkov, dali so ti torej case in ti si reševal od začetka do konca, torej in se resnično probal od začetka do konca zadevo speljati, kot bi jo izpeljal potem na koncu v realnem svetu. Pa bi rekel, da se nemški študenti razlikujejo od slovenskih? Ja, so določene razlike, to je treba reči. V Sloveniji, vsaj v tistem času, se spomnim, ko sem prišel v Nemčijo in sem pripravljal svoj življenjepis in gledal malo pri sošolcih, torej, da je nekdo upravljal delovno prakso pri podjetju ali pa da je med študijom delal. To so bile, ko bi rekel, izjeme ali pa ni bilo ravno zelo redko, bilo je pa bolj redko, ni bilo pravilo. Ni bilo pravilo, da so vsi delali že takoj po prvem letniku prakse, tam pri izbranem delodajalcu, nabirali izkušnje in zelo usmerjeno v bistvu delovali, da so že tekom dodiplomskega študija že pripravljali se na svojo torej želeno kariero. V Nemčiji, po drugi strani, ko sem prišel, večina mojih sošolcev je imelo izjemno bogate življenjepise. To so bili ljudje, ki so že takoj po srednji šoli šli morebiti nekaj delati za 1 ali 2 leti, ker včasih je Nemčija imela politiko, ali si A, 1 leto šel v vojsko, torej na obvezni vojaški rok, ali pa B, si delal socialna dela, torej v družbi. To se je ukinilo leta 2012, mislim, da je to bila prva generacija, ko sem jaz prišel v Nemčijo, ljudi, ki tega niso počeli. Tako da v Nemčiji so študenti večino bili že navajeni, da morajo redno delati. Bilo je tudi več priložnosti na sami fakulteti in industriji, da so ljudje delali. Tako da je bilo nekaj čisto normalnega, da si nekako združeval faks z skoraj tako nekim polovičnim rednim delom. No? Kako bi pa rekel, da se razlikuje samo življenje med Slovenijo in Nemčijo? Mogoče tiste glavne razlike, ki ti najprej padejo na misel. Ja, okolje v Nemčiji, mislim, dejansko obstaja par stereotipov glede Nemcev. Ne. Sicer moram biti iskreni reči, na tej univerzi niso bili samo Nemci, bili so tudi torej mednarodni študenti, tako kot jaz. Ampak par stvari dejansko velja. Nemci v svoji osnovi imajo zelo radi pravila. In ta poudarek ni tistega polovičarstva, tega se bomo držali, tega ne. To so ljudje, ki imajo radi stvari, torej v škatlicah. In to je nekaj, kar moramo reči, da res velja. V Nemčiji je tudi ta zadeva, da če nisi, ko bi rekel, navdušenec nad nogometom, se težko vključiš. Jaz sem dejansko imel med faksom na trenutke težave s tem, ker nisem bil velik navdušenec nogometa, ker to je bil redni socialni dogodek, ki je bil druženje s prijatelji ob nogometu. In po možnosti sledenje 4 tekmam naenkrat po televiziji s preskakovanjem med kanali. Tako da to bi bilo nekaj takega. Tretja zadeva, ki mi je bila pa zelo zanimiva, je pa Nemce sem res percepiral kot popotnike. Torej, ko gledamo, na primer Slovenci, sami sebe vidimo, da smo ljudje, ki radi gremo naokoli, no, pri njih je bil ta vtis še toliko večji. Normalno je bilo iti v Ameriko, iti po svetu in so zelo, tako bi rekel, popotovalni tip ljudi. Presenetljivo. Si pa tudi ti že v bistvu v času študija si nabiral različne izkušnje, no? In upravljal različne študentske prakse. Kje vse si bil, pa kakšne izkušnje si nabral? Torej, na začetku študija sem začel s temi, ko bi rekel, priložnostmi deli, od udejstvovanja kot sodnik pri tenisu do nastopanja v kakšnih predstavi, treniranja otrok in tako naprej. Potem pa, ko pride do nekih bolj zadevnih izkušnj, potem tudi za naprej, sem pa začel z delom v lokalnem podjetju Magneti Ljubljana. To je srednje veliko podjetje, ki je proizvajalec torej trajnih magnetov za avtomobilsko industrijo predvsem. In tam sem začel v bistvu različne stvari, od dela v proizvodnji do kakšne administrativna opravila za pripravo kakšnih marketinških gradiv.
Potem pa, ko sem šel enkrat v Nemčijo in si nekako tudi sam ustvaril vizijo, v katero smer želim iti, sem pa imel najprej prakso v podjetju EY, takrat Ernst & Young, v revizijski hiši, torej najprej na področju same revizije, potem pa na področju finančnega svetovanja, in to so bili nekje moji prvi koraki dejansko v ta svet poslovnih financ in tudi spoznavanje malo bolj, kako delujejo nekako multinacionalke, kako tudi razvijajo svoj kader, in sem bil izpostavljen vsem tem treningom. Je bila zelo zanimiva izkušnja, no. Na to, potem sem imel naslednji korak, sem šel v investicijsko banko v UniCredit, torej, ki ima svoj sedež torej, v Münchnu, za Nemčijo, sedež je v Münchnu. Tam sem delal na področju najprej prevzemov in združitev, sem napravil eno prakso, nato pa sem še eno prakso opravil na področju financiranja investicijskih skladov. To je bilo dejansko, moja želja takrat je bila postati investicijski bančnik, no? In to je bilo tistih 8-9 mesecev, ko sem preživel v Münchnu pri banki, sem resnično spoznal svet investicijskega bančništva, od življenjskega stila, ker to je življenjski stil, ti si v službi, si dejansko od jutra do polnoči, in si tam od ponedeljka do petka, je resnično tempo življenja je zelo zahteven, no? In istočasno pa je bila odlična izkušnja spoznati tudi z različnimi orodji, se pogledati, uporabiti znanja z fakultete v praksi, in tako da to je bila tudi ena izmed super odličnih izkušenj. Po 8 mesecih se je pa prišla nekakšna življenjska odločitev, zdaj ali ostanem v tem svetu in grem v Frankfurt, sem dobil ponudbo, da bi šel delati za en sklad zasebnega kapitala. Istočasno pa se mi je ponudila opcija, da pridem nazaj v Ljubljano, k podjetju, ki sem ga prej omenil, Magneti Ljubljana, ki so iskali nekoga mladega, da bi jim pomagal s projekti, z vodenjem projektom. Za digitalizacijo takrat, pa še na nekaterih drugih področjih, in priznam, da po 8 mesecih investicijskega bančništva si tega iskreno nisem želel več. Manjkal je ta stik med ljudmi, torej je bil bolj zelo analitično delo, ogromno branja in tabel, manj pa ta medčloveški stik, nekje ven iz pisarne in obiskovati podjetja, no? Tako da in potem sem se vrnil v Slovenijo. Pa bi si želel mogoče še kdaj iti v tujino, zdaj, ko si poskusil to? To je z različnih vidikov. Ja, to je vedno zanimiva izkušnja, in tudi nikakor je nisem pospravil v kakšen predal in rekel, zdaj pa ta zadeva za mene zaključena. Seveda je zadeva malo bolj kompleksna, ko imaš enkrat družino in otroke, tako da iz tega vidika je to nekaj, kar bi potencialno bilo zanimivo, ampak seveda treba to vse usklajevati zasebno in profesionalno življenje, no. Kot si že omenil, potem, ko si se vrnil v Slovenijo, si šel na področje projektnega managementa, project manager najprej. Kako si v bistvu se lotil tega izziva, da si pridobil vse izkušnje prej iz korporativnih financ, pa investicijskega bančništva in tako naprej, potem v neko novo vlogo? A si s tem že kaj pomagal, si se mogel na novo znajti, kako si se soočil s temi izzivi? Ena izmed stvari, ki je definitivno pomagala, je bilo to, da sem imel zelo dobro razvita analitična orodja, s katerimi sem lahko relativno dobro upravljal s podatki, ki so mi bili dani na razpolago, in s katerimi sem lahko potem komuniciral zgodbo tudi svojim, ko bi rekel, deležnikom v organizaciji, v kateri sem delal. Bi rekel, da gotovo nisem imel vseh potrebnih veščin v tistem trenutku, ko sem začel na tem delovnem mestu. To je bil tudi tisti proces učenja, resnično spoznavanja podjetja in razumevanja, kdo so deležniki, kakšna je kultura, kakšne so zahteve, kakšna je tehnologija v ozadju, da lahko imaš nek resen dialog s svojimi deležniki v podjetju, potem ko delaš na projektih, no. Tako da bi rekel, da sem prišel popolnoma opremljen za delovno mesto, bi bila laž. Ampak kljub vsemu se tukaj nisi ustavil, si potem čez nekaj časa šel pa na novo, mogoče novo karierne poti v Kearney? V Etikarni, ja. Ja. Mogoče pred tem bi rekel, jaz sem delal kot projektni vodja 1 leto v tem podjetju, potem je direktorica nabave je odšla, vodil sem SAP implementacijo v tem podjetju. Direktorica nabave je takrat, s katero sva zelo tesno skupaj sodelovala pri implementaciji samega programa, je takrat bolela in je rekla, lej, ti poznaš ta program, ne, mogoče najbolj za tele 4 mesece, ko meni, da ti tudi prevzameš vodenje ekipe, bile so to 3 gospe, pa še par kolegov v skladišču. Sem rekel, v redu, jaz sem odprt za ta izziv, sva naredila neko primo predajo in jaz sem potem 2 leti nekako deloval kot najprej 4 mesece, potem pa je prišel mail, se opravičujem, jaz sem se odločila v bistvu, da
odidem v drugo državo in je gospa dala odpod in se rekla, dobro, ti 4 mesece si že delal, mogoče pa najbolj, da ti to kar zdaj prevzameš. Nisem nekih problemov ni bilo in je bila priložnost mi dana, tako da sem 2 leti deloval kot direktor nabave za to podjetje, na kar gre za srednje veliko podjetje, tako da nekih možnosti za rast ni. Tudi, ko bi rekel, materija je relativno omejena, torej na nekem področju, ko enkrat stvari usvojiš, priznam, da takrat sem bil nekje star 27 let in sem imel še zmeraj tisto željo, da bi se še kaj naučil, da bi še kaj videl. In tako je tudi prišla potem ta ideja za, ko bi rekel, strateško svetovanje. No. Pa če se samo za hip vrnemo nazaj, me zanima, ko si omenil, da si postal zadolžen za vodenje ekipe. Ja. Mogoče kakšni so bili pa izzivi na tem področju? A si se prvič znašel v nekem vodstvenem položaju ali je to precej naravna vloga? Bom tako rekel, nimam, to je definitivno bilo nekaj novega. In gotovo so bile določene zagate, ker imaš opravka kot 25-26 letnik z ljudmi, ki so v podjetju po 15 let. To so ljudje, ki imajo bistveno več delovnih izkušenj kot ti, razumejo stvari, imajo neko preteklost, razumejo kontekst. In v tistem trenutku priznam, da največji izziv zame je bil, da se kot mlad profesionalec zaradi tega ne ustrašim. Da rečem, tudi če imajo izkušnje, to, kar imam jaz za povedati, je še zmeraj zadevno, to ne spremeni, torej tistega, kar jaz potem v katero smer želim iti, da je to manj legitimno zaradi tega, če si mlad človek. Tako da mislim, da ta v bistvu problem sem jaz bolj imel v samem sebi, ne pa toliko v samem delu z ljudmi, s katerimi smo se potem kar zelo dobro proti koncu ujeli. No, pa se potem vrniva nazaj na tvojo pot konzultinga. Zakaj ta smer? Torej, ko sem zaključil investicijsko bančništvo, sem nekje si rekel, ne želim imeti službe, ki je samo strogo analitično delo s podatki, želim imeti stik z ljudmi, želim biti izpostavljen realnemu sektorju, spoznavati podjetje, razumevati njihove izzive in jih probati reševati. Investicijsko bančništvo je usmerjeno na eno nišo, strateško svetovanje je pa takrat ponujalo v bistvu ravno to možnost, da ti pristopiš v neko podjetje, spoznaš njegovo delovanje, se spoznaš pobliže s problemom, ki to podjetje pesti in delaš skupaj znotraj svoje ekipe kot svetovalec in pa ekipe na drugi strani, da te probleme rešiš. In je nekje združeval elemente, ki so meni bili zelo blizu. Bili so v bistvu to dejansko analitika, delo z ljudmi, spoznavanje nečesa novega in to je res bila priložnost. Jaz sem to percepiral, ko sem se prijavljal resnično kot neko priložnost za učenje, za nek razvoj, za nekaj, kar bi bilo v bistvu investicija za prihodnost. Koliko časa si pa potem ostal na tej poti? Ostal sem dobri 2 leti. 2 leti. Tako da znotraj tega je resnično, ko sem se enkrat pridružil, se je zadeva resnično izkazala, taka, kot sem si nekako predstavljal, da bo. Tako da 2 leti sem imel možnost potovanja nekje, bi rekel, po regiji, spoznavanja različnih voditeljev podjetij, menedžerjev, torej v Sloveniji, v okolici, v regiji in je bilo res zanimivo to delo, v bistvu biti izpostavljen tudi odločevalcem na najvišjih inštancah, tako tudi v državnih inštitucijah v regiji. Tako da zame je bilo nekako to spoznanje, imeti vpogled v ta svet, razumeti, kako deluje, kako se stvari naredijo, odločajo, je bilo nekaj zagotovo, kar mi je izjemno koristilo potem na nadaljnji karierni poti. Istočasno je pa to poklic, ki zahteva celega človeka. To ni poklic, ko prideš v službo ob 8 in se štemplaš ob 4 in greš domov in pozabiš na službo. To je poklic, ki je lahko, ko bi rekel, 24 ur od ponedeljka tudi do nedelje. To pomeni, tipičen teden bi izgledal tako, da smo v ponedeljek šli nekam določeni stranki in smo bili tam do četrtka, petka. In delovne ure so bile tudi temu primerno dolge. In dejansko je to bil poklic, ki ti ni ravno omogočil dobro združevati zasebnega in strokovnega oziroma profesionalnega življenja. In to je neka žrtev, ki jo moraš biti pripravljen tudi dati, če želiš v tem poklicu potem uspevati. Zdaj, po 2 letih jaz sem takrat imel že dolgoletno partnerko in je bila sva se pogovarjala, torej, da če želiva katero spremembo v življenju, sva ugotovila, da ena izmed stvari, če želiva karkoli napredovati v najnem odnosu, da je ena stvar gotovo, kar ne pomaga, je dejstvo, da sem jaz ves čas odsoten od doma. Tako da je potem nekje prišlo do te odločitve, zdaj pa ti se odloči, želiš
novo partnerko in ostati s to kariero, ali želi spremeniti kariero, mora biti, pa gremo mi razvijati še kakšne druge aspekte v najnem življenju. Tako da takrat z meni je bila odločitev jasna, no, sem rekel, v redu. 2 leti je tudi neko lepo obdobje bilo, pa je bilo nekaj zelo poučnih projektov in sem tudi rekel, v redu, tukaj naprej, en del smo se naučili, marsikaj je še ostal seveda na mizi, ampak sem rekel, je dovolj, da se počutim izpolnjenega, je dovolj, da sem izkusil, da lahko rečem, sem to izkušnjo imel in da grem lahko naprej. Torej si izbral zasebno življenje, bi rekel, hkrati pa pokazal tudi, da si vsestranski in šel spet v novo industrijo, tokrat v farmacijo. Drži, ja. Tako da si danes del Novartisa oziroma del Leka. Opiši nam malo, kaj so tvoje zadolžitve, kakšno je tvoje delovno mesto, kako izgleda tvoj vsakdan v novi službi oziroma v novi industriji. Ja, to je bila zelo zanimiva, zelo taka zanimiva zgodba, no, bi rekel, ker dejansko je res zahtevala iti iz nule, postaviti vse. Takrat v Novartisu v Sloveniji sem najprej prišel kot vodja indirektne nabave za proizvodnjo za vzhodnoevropsko regijo s poudarkom na Sloveniji kot največji državi v regiji. In dejansko se je bilo potrebno začeti iz ničle, res od začetka, ugotoviti, kaj sploh podjetje počne, kaj so ključne stvari, s katerimi se ukvarja, kdo so osebe, torej na posameznih lokacijah, na katere se moraš obrniti, da lahko z njimi sodeluješ in tako naprej. Zdaj, v tej vlogi, takrat kot vodja indirektne nabave za vzhodnoevropsko regijo, je bil poudarek na upravljanju, torej nabavnih procesov, za kategorije, kot so gradbeništvo, torej investicije, proizvodna oprema, upravljanje nepremičnin, energenti, laboratorijska oprema in tako naprej. Torej smo se ukvarjali moja zadolžitev takrat je bila optimizirati v bistvu nabavne procese in optimizirati tudi stroške za nabavo za indirektne, torej materiale in storitve, ki smo jih imeli. To nalogo sem nekje počel 2 leti in pol in šlo je načeloma vsak dan, ki je izgledal tako, da smo, ko bi rekel, imeli smo projekte, ki smo jih pripravili skupaj z Globalom in smo jih poskušali in potem do vsake proizvodne lokacije oziroma našega deležnika lokalno preveriti, ali ta projekt lahko lokalno implementiramo, kako. Šli smo potem pa tudi z druge strani, šli smo do proizvodnih lokacij, vzeli podatke, smo pogledali, glej, vi kupujete to in to in to in to, kako lahko mi te stvari spremenimo, kako lahko kaj naredimo bodisi na strani dobaviteljev, tehnologije, nekaj čisto popolnoma inovativne rešitve, da bi to zadevo drugače delali oziroma z nižjimi stroški. V osnovi je šlo za povezovanje, za veliko mednarodnega povezovanja, torej z kolegi, ki so sedeli in pokrivali del nabave v tujini, torej od Prage do Mehike, Indije, kjer so posamezne skupine strokovnjakov sedele in je bilo ogromno tega povezovanja z njimi lokalno, tako da bi rekel izjemno tako razvejano delo, no, in raznoliko. Po 2 letih in pol pa sem dobil priložnost, da prevzamem v bistvu delovno mesto vodje indirektne nabave za proizvodne lokacije. V tej vlogi danes imam torej v svoji organizacijski enoti nekje 50 sodelavcev, ki sedijo torej po svetu. Vsi imajo v bistvu isto nalogo, kot sem jaz imel v svoji stari vlogi. Torej, da podpirajo proizvodne lokacije, torej pri indirektnih nabavnih procesih, upravljajo dobavitele, v bistvu implementirajo globalne projekte. In zdaj tudi vedno več in več, bolj pomembno je ta v bistvu tematika sustainability, torej zelenega prehoda in kako upravljati. Ne samo, da je tvoji proizvodni procesi, da so zeleni oziroma da so trajnostno naravnani, ampak tudi, da dobavitelji sami delujejo trajnostno. Poleg tega pa si član tudi svetovalnega odbora mladih v Leku. Ja, to bi mogoče malo popravil. Sem bil član 2 leti, torej to je iniciativa v Leku, ki v bistvu je platforma, ki v podjetju omogoči mladim talentom, do 10 so jih takrat izbrali, da so oblikovali skupino, ki je imela mesečne sestanke s predsednikom uprave takrat Robertom Njoljem. In to so bile v bistvu mesečne konverzacije, kjer smo imeli možnost izmenjavati mnenja na različne problematike, ki jih je podjetje v bistvu takrat reševalo. To izgleda tako, da je predsednik uprave predstavil eno problematiko in mi smo najprej običajno poslušali, vzeli
to, kar smo slišali sabo, si vzeli kakšen teden, dva, pripravili nek predlog in prišli nazaj z nekimi predlogi, našimi lastnimi videnji, kako bi to mogoče na nek drugačen način, oziroma drugačen način, ali pa da se bo šlo za potrditev, naprimer, ja, se strinjamo, mi vidimo isto. Ne. In to je bila platforma, ki je istočasno omogočila mladim, da imajo glas, torej pri nekem odločanju, da dobijo vpogled, kako poteka samo vodenje organizacije, kaj so ključni problemi. Po drugi strani je pa tudi omogočil mladim, da so se predstavili upravi in da se uprava predstavlja njim, da se bolj poznajo. Tretja stvar, ki je bila pa super, je bilo pa to, da smo se spoznavali horizontalno. Torej, če je bil tam nekdo iz prodaje, razvoja, torej proizvodne, nabave, torej kar naenkrat, ko je prišlo do nekih multifunkcijskih problemov, ki nisi jih mogel znotraj svoje organizacijske enote rešiti, si imel nekoga, ime in priimek ene osebe v drugem oddelku, do katere si lahko stopil in si ta problem naprimer naslavljal tekom med kosilom ali pa med druženjem izven službe. So poskrbeli, da v bistvu povezujejo podjetje na nek način, ki poleg tega vas še uči dodatnih stvari. Ja, tako. Tudi ta platforma dala potem možnost, ne, kaj si nismo želeli, da bi bila preveč teoretična, tako da je tudi predsednik uprave potem rekel, glejte, jaz imam tukaj projekte, ta konkretni projekt zahteva ena oseba. Predstavili ste predloge, s katerimi se strinjamo in bi vam pač rad ponudil eni osebi iz te skupine priložnost, da ta projekt prevzame in ga izpelje. In to je bila, mislim, da super izkušnja za osebe, ki so potem te priložnosti prevzele in so potem tudi bile tako nek razvojni korak, spoznavanje podjetja boljše in tudi odpiranje nekih novih vrat na nadaljnji karierni poti. No, pa če še zaključiva, prosila bi te, kakšen bi bil tvoj nasvet študentom ali pa nekomu, ki je mogoče bolj na začetku svoje kariere, ki si mogoče želi preizkusiti v različnih vlogah, kakor si se ti sam. Kako naj se tega loti, kako naj zbere ta pogum, kateri naj bojo koraki, mogoče tista glavna stvar, ki ti pade na misel. Ja, dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da najbolj pomembna stvar je, če se nekdo razmišlja o tem, da bi različne stvari izvedel, da se povezuje z ljudmi, tudi ki so tam, te korake že naredili, da do teh ljudi se pristopi, se jih vpraša, da tudi, če so na LinkedInu, če se vidi, se lahko poišče, kdo dela za to organizacijo in se lahko osebi napiše, hej, živijo, jaz sem ta pa ta, mene pa to res zanima, pa bi rad, kakšna možnost. Ja. In to je v bistvu v večini primerov je tak strašljiv korak, tudi če pomislim, kako bi jaz to percepiral, če bi mi kdo to rekel, si ti nor, ni šans, ne bomo jaz zdaj tukaj nekomu opisal prek interneta, ampak dejansko tudi zdaj, ko sem tudi sam v takem položaju, da me kdo kdaj kontaktira, lahko odprto rečem, da mi je najbolj tudi meni osebno všeč, če nekdo napiše, hej, sem ta pa ta, ful me zanima, kaj vi počnete, a bi imel mogoče 15-20 minut za en klic, ali pa a mi mogoče lahko svetuješ, kaj bi jaz naredil, če me to zanima. Z veseljem take ljudi potem usmerimo tudi na prave osebe, ker vidimo, da imajo tisto proaktivnost v sebi, da si želijo te stvari probati. No. Tako da res je najbolj pomembna stvar je zbrati pogum in samo vprašati. Najlepša hvala, Tilen, za današnji pogovor, pa želim ti vse dobro na nadaljnji poti. Lepa hvala za povabilo.